Matični mleček je v kombinaciji z vitamini odlična preventivna zaščita imunskega sistema, tako otrok kot odraslih. O tem, predvsem pa o vitaminu D, sem se pogovarjala s Petro Kalan-Lubanšek iz Medeksa. Petra, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Vitaminu D pravimo tudi sončni vitamin, ne? Res je, vitamin D je zdravje, ki nam ga daje sonce in to tudi poimenovanje sončni vitamin. Sicer pa je vitamin D eden redkih vitaminov, ki ga tvori naše telo samo, zato pa seveda potrebujemo izpostavljenost soncu. Dejstvo pa je, da se danes bistveno manj zadržujemo zunaj na soncu kot naši predniki, več časa preživimo v pisarnah, stanovanjih in drugih prostorih in to je glavni vzrok, da je večini ljudi primanjkuje vitamina D. Vemo, da je pravzaprav izpostavljenost soncu omejena na nekaj dni na leto, pa še takrat se ga izogibamo zaradi strahu pred opeklinami ali pa uporabljamo zaščito pred soncem. Tako da dejansko danes vitamina D oziroma delež vitamina D je v telesu čedalje manj. Zadnje raziskave kažejo, da ima kar milijarda ljudi pomanjkanje vitamina D v krvi. To velja tako za etnične kot za starostne skupine, kaj ne? Res je, danes večina populacije trpi za pomanjkanjem vitamina D, ne da bi se tega zavedala. Je pa ta pojav najpogostejši v področjih, ki se tako kot Slovenija nahajajo nad 35 stopinjami zemljepisne širine, torej nad geografsko črto, po kateri je težje dovolj časa prebiti na soncu. Na tem območju naj sončni žarki ne bi zadostovali za sintezo vitamina D 6 mesecev na leto. Poleg tega pa seveda lahko pride do pomanjkanja vitamina D tudi v posebnih obdobjih našega življenja. Tako se s pomanjkanjem vitamina D soočajo nosečnice, otroci in mladostniki, pa starostniki, osebe, ki imajo težave s prekomerno telesno težo, novorojenčki in seveda njihove matere. Vitamin D pa je zelo pomemben tudi pri psihičnem in fizičnem zdravju. Drži. Pomen vitamina D čedalje bolj narašča. V razvitem svetu mu namreč zdravniki pripisujejo ne le vlogo pri delovanju imunskega sistema, ampak tudi pri preprečevanju različnih bolezni. Vitamin D ima ključno vlogo pri krepitvi kosti ter pri preprečevanju rahitisa in osteoporoze. Pomanjkanje vitamina D naj bi povečalo tudi nevarnost ali pa tveganje za bolezni srca in ožilja, za diabetes, gripo, kronično utrujenost. Bilo naj bi tudi eden izmed razlogov za pojav sezonske depresije in drugih psihičnih motenj. Petra, in kako torej do vitamina D? Do vitamina D pridemo po 3 poteh. Najnaravneje je seveda, da smo na soncu, zato smo tudi midve danes na soncu. Pomembno je seveda, da smo na soncu v primernih urah, na primeren način. Tudi prehrana je eden izmed pomembnih virov vitamina D, vendar je treba poudariti, da ga je v živilih izjemno malo. Običajno so živila z veliko vitamina D živalskega izvora, to so nekatere ribe, meso, jajca, mlečni izdelki, zato pa potem ljudje posegamo tudi po prehranskih dopolnilih, ki vsebujejo vitamin D. Petra, pri vas v Medeksu pa ste z vitaminom D obogatili tudi matični mleček. Res je, izdelek Gelée Royale Super vsebuje kombinacijo matičnega mlečka in vitamina D. Slednjega vsebuje kar 300% priporočene dnevne količine in je odlično dopolnilo vsakodnevni prehrani. Z njim boste poskrbeli za zaščito svojega imunskega sistema in pa dobro počutje. Izdelek je namenjen aktivnim odraslim in najstnikom, izdelan je brez konzervansov in umetnih arom, pa mogoče še podatek, ki ga verjetno že veste, pa vseeno, pri pridobivanju matičnega mlečka ne poškodujemo čebel.